Sejmi kot oblika občasnega kupčevanja predstavljajo poglavitno dediščino trgovanja nekdanjih dni, saj oblike sejmarstva segajo daleč v zgodovino. Poznamo več vrst sejmov, letne in tedenske, pa sejme, ki so povezani s praznikom posvetitve cerkve ali godom cerkvenega zavetnika. V Murski Soboti sta največja tovrstna sejma Trezino in Miklošovo Senje, vse bolj pa se uveljavljajo sejmi o prvih ponedeljkih v mesecu. V lanskem letu sta Zavod za kulturo, turizem in šport Mestne občine Murska Sobota ter Komunala, javno podjetje Murska Sobota, organizirala prvič Vidov ali poletni sejem, letos pa krstna izvedba pomladnega sejma. Štefan Cigan, direktor Komunala, javno podjetje d.o.o. Murska Sobota, je v navezi s prvim sejmom povedal. 5. april 2019 bo šel v zgodovino kot dan, ko se organizira prvi pomladni sejem v Murski Soboti. To je bila že starejša želja, da nekako zaokrožimo vse letne čase z sejemskimi ponudbami in letos nam je uspelo. Lansko leto nam je gradnja oziroma obnova mestnega jedra to preprečevala, letos pa imamo to možnost, tako da pomladni sejem, poletni sejem, Terezin in Miklavžev sejem so tisti glavni sejemski dogodki, po katerih bi naj dolgoročno oziroma tradicionalno bila Murska Sobota poznana. Ponudba sejmarjev na pomladnem sejmu je času primerna. Ob običajni ponudbi lahko vidimo sadne sadike, trsne sadike, čebulnice in seveda izdelke domače obrti, umetne obrti, oblačila, takšna, drugačna, obutev, seveda meričarski izdelki tradicionalno in gostinska ponudba, ki poskrbi, da vsem obiskovalcem, da niso žejni in niso lačni. Sejma se je udeležilo nekaj čez 100 sejmarjev, se pravi, to je nekje tretjina tistih tradicionalnih sejmov, starejših tradicionalnih sejmov, se pravi Trezinega in Miklavževega, vendar pa glede na neugodne vremenske napovedi smo lahko zadovoljni z udeležbo. Kot vedno, mestno jedro je tisto, ki gosti tako sejmarje kot tudi obiskovalce. Sejem se začne ob 8. uri in traja do 18. ure za dobro glasbo. Ob tej glasbi, ki slišimo preko elektronskih medijev, bo poskrbel pihalni orkester Murska Sobota okoli 10. ure in od 12. do 18. ure potem glasbena skupina Weekend Band. Ja, naslednji veliki sejem je 15. junija, tako imenovani video sejem, tako da vljudno vabljeni, da se vidimo spet v naslednjem letnem času. Največja gneča strani obiskovalcev in kupcev je bila po pričakovanjih ob stojnicah, kjer so ponujali sadike. Brigita je o ponudbi trsnice in drevesnice Putar iz Cvetkovec povedala. Danes ponujamo sadno drevje od jabolke, hruške, češnje, višnje, slive, nektarine, marelice, potem orehe, potem od jagodičevja imamo ribez, rdeči, črni, zlati ribez, potem od nekaj kostanjev, marono imamo, potem tudi kakijev nekaj imamo še, kaki tipo, tak je že bolj prilagojen v našem območju in bolj rodi. Tako da že vidimo recimo pri kakih uspehe doma, ki jih imamo sami posajene in to je nekaj čisto drugega kot tisto, kar kupiš v trgovine. Prvi pomladni sejem v Murski Soboti glede ponudbe na stojnicah ni bil kaj drugačen kot ostali sejmi. Obiskovalci so pogrešali večjo ponudbo mojstrov domače obrti, bilo pa je kar nekaj aktualnih zadev, kot na primer ponudba gimnazije Murska Sobota. Pred objektiv smo ujeli dijakinjo Neno in dijaka Jureta. Ja, naš namen danes je tukaj, da ozavestimo ljudi, da morajo na volitve, ki so 26. maja, volitve v Evropski parlament in imamo tudi možnost, da se ljudje preizkusijo v kakšnih lažjih vprašanjih v Evropski uniji. To je v bistvu naš cilj, imamo tudi kifline. Kifline kakšni so polnjeni ali prazni? Polnjeni s čokolado, kaj pa če ste pravilno odgovorili na naše vprašanja, si jih lahko tudi vzamete. Obiskovalka Doroteja, mimoidoča na sejmu, je v svojem obisku dejala. Malo pasem oči, pa namemam kupiti kakšne medenjake, pa kakšno velikonočno dekoracijo. Tovrstni sejmu se redno svojo ponudbo udeležujejo tudi iz centra Sonček v Murski Soboti. Janko je podrobneje predstavil njihovo dejavnost in stojnico. Tako kot vsako leto na vseh dogodkih se predstavljamo tudi zdaj in lepo vabljeni vsi, da nas pridete pogledati, pa mogoče tudi kaj izberete kaj lepega za vaš dom.
Pri nas tam v centru je še več izbire, tu imamo samo del tega in vabljeni na Lendavsko 25B vsak dan od ponedeljka do petka od 7 do 15 ure. Namen organiziranih sejmov danes je obuditi spomin na nekdanje sejme pri nas, etnološko obarvane prireditve, stojnicami rokodelskih mojstrov in domačih dobrot in s tem ohraniti neizmerno bogatstvo naše dediščine ter približati nekdanja prijetna sejemska druženja tudi mlajšim rodovom. To naj bo hkrati tudi povabilo na prihodnje sejme v Murski Soboti, v modrosti starega kitajskega reka, ki pravi: vedno verjamem temu, kar vidim, ne temu, kar slišim.